Kaj torej kažejo dokumenti glede letovanja na hrvaškem otoku Ugljan, ki jih je v našo sinočnjo oddajo 24 ur zvečer prinesel premier Robert Golob in česa ne? Pristnost plačanih računov so danes potrdili tudi v njegovi matični banki Unicredit Slovenija. Pa so res dokončno razblinili vse dvome, da najmočnejši politik v državi pri tem ni uporabil romunskega računa, ki mu ga očitajo politični nasprotniki. O premierjevih računih, letovanjih in dilemah glede integritete so danes želeli razpravljati tudi poslanci, a so morali parlamentarno komisijo za nadzor javnih financ, ki jo vodi opozicija, zaradi nesklepčnosti koalicije prekiniti. Rene Markič in Anže Božič. To so dokumenti, ki jih je premier Robert Golob sinoči izročil Urošu Slaku v naši večerni oddaji o lanskem dopustovanju na hrvaškem otoku Ugljan. Kot je prva razkrila Tarča, sta bila skupaj z ženo Tino Gaber Golob avgusta namreč v hotelu očeta slovenskega podjetnika Mihe Piškurja, ki je v času te vlade opravil več poslov z GEN-I in Darsom. Golob se je dokumente odločil deliti le z našim medijem. Zakaj ne bi dali to, recimo te račune tudi, ne vem, novinarjem Tarče, ne? Ker se veste, kakšen bo zdaj očitek. Premier Golob je prišel k Slaku, ne dal mu je te račune, ker sta bila tako dogovorjena, da on to preveri. Pa to seveda ne drži. Seveda ne, zato ker tudi banka potrebuje kakšen dan ali dva, da izda uradno potrdilo, da je račun in plačan in da je to original. Iz dokumenta Unicredit banke izhaja, da je premier račun za 1055 evrov plačal 12. avgusta lani. Kaj pa teza nekaterih medijev, da bi kratica SA na enem od izpiskov nakazovala na to, da gre za račun odprt v Romuniji, kjer naj bi Robertu Golobu pred zadnjimi volitvami, kot trdi sam, ukradli identiteto. V Unicredit banka Slovenije smo ugotovili, da so lahko stranke v omejenem časovnem obdobju zaradi tehnične napake v mnogi predloge, ki se kreira v spletni ali mobilni aplikaciji, videle naziv Unicredit Bank SA. Tehnično napako smo nemudoma odpravili. Na banki so pojasnili, da sta dokumenta, ki ju je predložil premier Golob, avtentična in pristna, ter da vsakemu, ki jih zaprosi, pojasnijo o njihovih izpisih. No, ob tem pa obstaja nepojasneno, denimo, za kakšno tehnično napako naj bi šlo in ali je bil deležen tudi kater drugi komitent. No, avtentičnost računa in ali sta zakonca za 5 nočitev plačala polno ceno, pa smo preverjali tudi v dvoru Ugljan, ampak odgovora še nismo prejeli. So pa na naša poizvedovanja danes iz kabineta predsednika vlade poslali še dodatne dokumente. Med njimi je elektronsko sporočilo, ki ga je svetovalka premierja Pina Weissajzen konec julija poslala staremu dvoru in zahtevala 2 ločeni rezervaciji, za Goloba in njegovo partnerko ter drugo za 3 varnostnike. Nočitve varnostnikov je kriv generalni sekretariat vlade. Iz bančnih izpiskov pa se vidi tudi, da so prvo in drugo rezervacijo plačali iz 2 različnih računov. O korupciji v državi, pa tudi nekaterih domnevno koruptivnih dejanjih predsednika vlade, bi morali danes razpravljati na Komisiji za nadzor javnih financ, a so sejo zaradi nesklepčnosti prekinili. Tako kot hočete zaradi razkrinkavanja korupcije cenzurirati Tarčo oziroma ste jo, hočete tudi z nesklepčnostjo Komisije za nadzor javnih financ cenzurirati tudi seje te komisije. Na KPK so na podlagi prijave zadevo Ugljan že vzeli pod drobnogled.